Danes bi pa nekoliko vsaj bežno preleteli, kako se je beseda uveljavljala, na kakšen način je delovala skozi vso zgodovino cerkve, se pravi skozi njeno 2000-letje. Vemo, da ima ves čas izredno pomembno mesto, da je pravzaprav to tudi poslanstvo cerkve. Beremo pri Mateju, Jezus je pristopil in spregovoril: dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih naprej. Učite jih, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Potem pa poglejmo, kako to odmeva. Oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval z znamenji. Tako Marko zapiše. Beseda apostolov in drugih oznanjevalcev in zraven ves čas Gospod jih spremlja in potrjuje znamenji njihovo oznanjevanje. Po apostolskih delih in prošnja te prve skupine kristjanov. Glej, Gospod, nam grozijo in daj, da bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali tvojo besedo. In ko so odmolili, se je stresel prostor, ker so bili zbrani, bili so polni Svetega Duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo. Tukaj najdemo, se srečamo takoj s tistim elementom, ki je gotovo ves čas ključnega pomena. Namreč Sveti Duh je v cerkvi tisti, ki deluje, ki oživlja, ki daje življenje in ki daje moč. In zgovornost cerkvi. Potem naprej preberemo spet v apostolskih delih, ko oznanjajo, v tem primeru Pavel in Barnaba, zaupanjem v Gospoda, ki je potrjeval besedo svoje milosti tako, da so se po njunih rokah dogajala znamenja. In Pavel, ko govori o svojem oznanjevanju, naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in Svetim Duhom. Ves čas Pavel se tako zaveda in tolikokrat zelo odločno to potrdi, izpove, da je Duh tisti, ki ga navdihuje, ki mu daje moč. In Timoteju piše, potrudi se, da se boš pred Bogom izkazal preizkušenega za delavca, ki se mu ni treba sramovati in ki pravilno ravna z besedo resnice. Beseda. In Tesaloničanom nenehoma Boga hvalimo, da Božjega nauka, ki ste ga od nas prevzeli, niste sprejeli kot človeško besedo, marveč kar resnično je kot Božjo besedo. Pavel se vedno na to sklicuje. On oznanja Božjo besedo. To je samo par misli, ki jih najdemo v evangelijih, torej pri evangelistih in predvsem pri apostolskih delih, ki opisujejo delovanje, oznanjevalno delovanje cerkve v najzgodnejši dobi. Pa se časovno pomaknimo nekoliko naprej in se ustavimo pri človeku, ki je še posebej znan po svoji močni, prodorni in učinkoviti besedi. To je sveti Janez Krizostomos, zlatousti. On je bil ta govornik, da so ga potem poimenovali, njegova usta so zlata. To je njegova beseda. Piše avtor njegovega prvega življenjepisa, njegov pravzaprav sodobnik, njegov jezik je izpiljen, misel razločno očrtana, podprta s slikovitimi nazornimi podobami in zgledi. Cilj govorov je bil jasno postavljen in opredeljen, večkrat uravnan na posebno razpoloženje poslušalcev. Niso izogibal veselih in žalostnih dogodkov, zablod, stisk, nesreč in uspehov. Govoril je tudi 2 uri skupaj. Včasih so mu divje ploskali, včasih odhajali skrušeni domov.
Nekoč jim je mogel reči, tako visite na mojih ustnicah, kakor čakajo lastovke na robu gnezda na hrano. Prav tako so se prepričali, gotovo zelo pomembno, da Krizostom nikogar ne vabi k sebi, ampak vodi naprej k Kristusu. On je oznanjevalec Kristusa. Njegova beseda je oznanjevanje, je oznanilo Kristusa križanega. Kot Pavel tolikokrat poudarja, da ne prihaja prijateljem v Efes ali v Kolose ali pravzaprav v katerikoli krajine, ker je vzpostavljal in ustanovil krščanske skupnosti. Ne prihaja s svojo modrostjo, človeško modrostjo, ampak z močjo duha. Ljubezen do odrešenika je bila njegova, Krizostomova, največja strast njegovega življenja in njegove besede. Kadar je govoril o svetem rešenem telesu, ga je prevzemal neugasljiv ogenj navdušenja. Bistveni namen njegovih govorov je bil, da pred rami med Antiohijci, v Antiohiji je bil škof, potem pa prestavljen v Carigrad, Konstantinopel, da ohranja in pred rami osebno krščansko zavest, da odpravi razvade, da uveljavi krščanske razmere v vsakdanjem življenju. Njegove homilije redno temeljijo na besedi Svetega pisma. In potem, kje vse odmeva njegova beseda? Kot carigrajski patriarh je upravičeno kritiziral greh in nenaravnost. Cesarica Evdoksija, ko ga je slišala, je bila prepričana, da merijo njegove besede nanjo in ga je smrtno sovražila. V neki pridigi je Janez pridigal takole: Herodijada zoper divja in zahteva Janezovo glavo. In to je cesarica obrnila nase in dosegla, da je neodločni cesar s pomočjo nekaterih somišljenikov, Janezu sovražnih, ga je oropal škofovskega dostojanstva in privolil njegovo izgnanstvo. Čeprav je bil bolan, je moral potovati gologlav in po najhujši vročini in mrazu. Na koncu podje surovim vojakom, ki so ga na potovanjih zasmehovali in trpinčili vse odpusti, da je Bogu slava. To je bil Janez Krizostom, zlatousti. Pa se mi pomaknimo časovno nekoliko naprej. V čas, ki pomeni tudi začetke naše slovenske zgodovine. Med našimi slovenskimi predniki so misionarili benediktinski menihi, ki so prihajali iz dveh središč, iz Salzburga in iz Ogleja. In z njimi, z njihovo dejavnostjo, so povezani tudi prvi zapisi v slovenskem jeziku, namreč brižinski spomeniki. Sicer misionarji začnejo med našimi predniki, benediktinci, delovati skupaj s svetim Modestom v sredini 8. stoletja, pri gospe Sveti na Koroškem, nekoliko kasneje, kmalu po letu ali pa okrog leta 800, misionarji iz Ogleja. In kar je zelo pomenljivo, leta 789. Takrat vlada Karl Veliki v tem velikem cesarstvu, je bila objavljena tako imenovana Admonitio Generalis, navodilo Karla Velikega za misionarje. To je potem sinoda 813. še potrdila. In to je bilo ključnega pomena za delo teh misionarjev, ki sem jih omenil, med našimi predniki. Namreč zahteva, da morajo pridigati v domačem jeziku. Misionarji so se tega držali. In oni so bili tisti, ki so prvi prevedli najbolj osnovne molitvene obrazce v naš jezik, v takratni pač
slovenski jezik. Brižinski spomeniki, ki so nastali proti koncu 10. stoletja, so pravzaprav zapisi tega, kar so misionarji naredili v začetku 9. stoletja, ali pa že proti koncu 8. stoletja. Naučili so naše slovenske prednike moliti v domačem jeziku. Brižinski spomeniki so najdeni v zborniku škofa Abrahama, ki ga škofja Loka posebej dobro pozna. Njemu je namreč cesar podelil v fevd, torej njegovi škofiji frajdinški, v fevd loško gospodstvo in se potem tudi v naših krajih uporablja očitno v slovenskem, v domačem jeziku molitev, oznanjevanje, poučevanje. Tako lahko rečemo, že v času okoli leta 800 so nastali slovenski obrazi splošne spovedi, pridiga o grehu in pokori, pa tudi Oče naš in apostolska vera. Kot rečeno, to, kar so potem brižinski spomeniki, to so zapisi tega, kar je nastalo že takrat okrog leta 800. Meni se zdi še posebej zanimiv glede tega jezika cerkve, upoštevanja jezikov, upoštevanja domače besede, rateški rokopis. Najden v Ratečah, original je shranjen v Celovcu. Tako da ga nekateri tudi imenujejo Celovški rokopis. Je pa povezan s upravnimi spremembami v Zgornjesavski dolini. Prvotno je bil sedež pražupnije za celoten Gornjesavski kot pri svetem Klemenu na Rodnah. Okoli leta 1200 so ga prenesli v Radovljico. V tem času je radovljiška duhovščina izgubila stik z Gornjo dolino. Takrat so namreč slovenski Koroški začel se je začel naseljevati v slabo naseljeni dolini Save Dolinke. Z Koroške so prihajali. In tudi dušno pastirstvo je gor v dolini, to se pravi, ko gre za Kranjsko goro, Rateče, je prevzela fara Svete Marije na Zili. Leta 362 je pa oglejski patriarh Ludvik de la Torre dušno pastirstvo v Kranjski gori in nad Dovjem izročil radovljiškemu župniku Henriku. In takrat je začel delovati v Kranjski gori vikar, sicer pač v okviru radovljiške pražupnije, ampak vikar, se pravi redno dušno pastirstvo je tam. Zilsko podružnico in cerkveno srenjo v Ratečah pa so novemu vikarijatu pridružili leta 1390. Do tega leta so torej v Ratečah delovali koroški duhovniki. In nek duhovnik se je želel potruditi, da bi bil ljudem res blizu. Je skrbno prepisal osnovne molitve obrazce, tako kakor so jih molili v Ratečah. Torej po starejši predlogi, ki je ohranila besedilo teh molitev v taki obliki, kot se je ustalilo že v začetkih krščanstva med Slovenci. Nekateri arhaizmi v rokopisu razločno pričajo o veliki starosti slovenskih molitvenih obrazcev. Tukaj posebej izstopa ena beseda, en pojem. Oče našu molimo, pridi k nam tvoje kraljestvo. Latinsko adveniat regnum tuum, regnum, kraljestvo. Kaj pa v rateškem rokopisu pri Oče našu? Gre pa takole: Oče naš, kjer si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime,
Pridi bogastvo tvoje, bodi vola tvoja, pridi bogastvo tvoje. Zakaj pa ne kraljestvo? Ta prevod, ta oblika, ta obrazec je nastal v času okrog leta 800, ko slovenski jezik še ni imel izraza kraljestvo. Kralj, kraljestvo. Tega Slovenci niso poznali. Oni so imeli vaške poglavarje, pa koseze, domačega kneza potem tudi, pa kralj. To mi je bilo nekaj tuje, kralj, kraljestvo. In kako ne prevedejo regnum, če nimajo izraza za kraljestvo. In ga prevedejo bogastvo. In moram reči, da se mi zdi, da je ta slovenski prevod, ki je v Rateškem rokopisu zapisan, za moje pojme najlepši prevod na svetu. Namesto kraljestvo, bogastvo. Pridi bogastvo tvoje milosti, bogastvo tvoje ljubezni, bogastvo tvojega usmiljenja. Torej, Bog v vsej razsežnosti svoje naklonjenosti do človeka. Prav izredno posrečen, po mojem prepričanju, so vzeli v tale prevod namesto kraljestvo. Odkot pa potem kralj, kraljestvo? Od lastnega imena, Karl. Karl, kralj. In njegova država je kraljestvo, ker je on, Karl, je vladar. Torej tale rateški rokopis, to je res nekaj enkratnega. Pa se pomaknimo spet nekoliko naprej. Beseda, kakšna beseda in kako odmeva v 12. stoletju. Se mi je zdelo potrebno, da se prav tukaj ustavim, namreč v 12. stoletju je živel in deloval sloviti svetnik, govornik, sveti Bernard. 1090 do 1153. Tako da zgodovinarji, vsaj nekateri, mislim, da to čisto upravičeno, 12. stoletje kar poimenujejo Bernardovo stoletje. Kratko opredelitev. Klicali so ga za svetovalca in posrednika mnogi takratni vladarji. Več kot kdorkoli je prispeval kot pravi razkola, ki je nastal ob izvolitvi dveh papežev leta 1130. Istočasno je deloval za mir, za spravo med Anglijo in Francijo, med mnogimi sprtimi vitezi in plemiči. Pisatelj, življenjepisec Leonard Foley je o njem zapisal takole. Mož stoletja v zahodni Evropi je bil brez dvoma Bernard iz Clairvauxa, svetovalec papežev, pridigar druge križarske vojne, branitelj vere, zdravitelj razkolov, obnovitelj meniškega reda, preučevalec svetega pisma, bogoslovec in zgovoren pridigar. Sleherni od teh naslovov bi zadostoval za navadnega človeka, toda Bernard je bil vse to. Pa je še vedno ohranjal gorečo željo, da bi se ob vsem tem vrnil k skritemu meniškemu življenju svojih mladih dni. Če beremo njegov življenjepis, se človek samo čudi. Kaj vse je ta človek naredil? Nastopal v najrazličnejših krajih po Evropi, bil svetovalec papežev, kraljev, vladarjev. Obenem, recimo, napisal krepke besede menihom, ki so bili preveč posvetnjaški. Če ima kdo pri roki doma, ali se lahko sposodi leto svetnikov, to Pohorjevo izdajo v 5 zvezkih, tam imate noter tudi ohranjena nekatera njegova pisma. Kako bereš ta njegova pisma? Kakšne krepke je napisal menihom?
ali pa škofu, recimo konkretno škofu, ki je prišel do škofovstva pač s pomočjo podkupovanja, kar je bilo takrat precej pogosto. Oster kritik razmer v cerkvi, preveč posvetnjaških škofov, tudi kardinalov se je lotil in so ga tožili papežu, kaj ta kvakajoča žaba se oglaša tamle z močvirja, pa nas kritizira. In je papež karal, Bernard je pa odgovoril, kvakajoča žaba, ali naj bom žalosten zaradi tega, ali pa naj si čestitam, da so prisluhnili te besede, ki so jo zaslužili. Krepko besedo. No, tu bi se lahko stavljali še in še, ampak tole bom prebral en odlomek iz njegove pridige v čast Materi Božji. Da majčkeno začutimo, kaj je bil Bernard kot pridigar. Ognjevitve ste, to so ga poslušale množice. Homilija v čast in v slavo Device Marije. On se postavi v Nazaret k Mariji, ko pride k njej angel in napove, zbrana za odrešenikovo mater. Poznate ta govor dobro, ta razgovor dobro poznate. In Bernard ima tole kar pred sabo, potem pa začne. Ves svet čaka na Marijin odgovor. Slišala si, devica, da boš spočela in rodila sina. Slišala si, da se bo to zgodilo ne po človeku, marveč po Svetem duhu. Angel čaka na tvoj odgovor. Čas je namreč, da se vrne k Bogu, ki ga je poslal. Čakamo, gospa, na besedo usmiljenja tudi mi, ki nas usodno teži obsodba pogube. Glej, nudi se ti cena našega odrešenja. Če privoliš, bomo takoj rešeni. Po večni Božji besedi smo bili ustvarjeni, pa glej, umiramo. Od tvojega kratkega odgovora je odvisno, ali bomo poklicani nazaj v življenje. Usmiljena devica, tega te prosi vesoljni, usmiljen potrebni Adam, ki je svojim potomstvom izgnan iz raja. To je prošnja vseh ostalih očakov, tvojih očetov, ki so tudi sami v deželi smrtne sence. To kleče pred tvojimi nogami pričakuje vesoljni svet. Potem pa, devica, daj hitro odgovor. Brž odgovori angelu, pravzaprav po angelu Gospodu, spregovori besedo, sprejmi besedo, izreci svojo in spočni Božjo. Podaj minljivo in sprejmi večno. Kaj se obotavljaš, kaj trepečeš? Veruj, spregovori in sprejmi. Naj ponižnost prevzame pogum, skromnost zaupanje. Nikakor ni na mestu, da bi deviška preprostost pozabila na preudarnost. Modra devica, v tej zadevi se nikar ne boj drznosti. Blažena devica, odpri svoje srce zaupanju, ustnice besede, naročje stvarniku. Glej, zunaj pri vratih trka ta, po katerem krepenijo vsi narodi. Vstani, hiti, odpri, vstani v veri, hiti v pobožnosti. Odpri vendar svoje usta s privoljenjem, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. To je en kratek odlomek, ampak nihče ga ne more tako interpretirati, kot ga je Bernard izgovarjal. Se spet pomaknemo nekoliko naprej. Spet pri enem takem načinu dogajanja v cerkvi, proti recimo v 14. 15. stoletju je zelo vidno, da tista visoka srednjeveška teologija 12. 13. stoletja, to se pravi doba Tomaža Akvinskega, doba Bonaventure, Aleksandra Haleškega, pa še drugih visokih teh izvrstnih učiteljev in teologov, za njimi pada, peša. In kar je gotovo, zelo značilno, to je pravzaprav sploh ena značilnost v cerkvi, če primerjamo mi
teologijo, kako gojijo teologijo, jo razvijajo, gre ves čas pravzaprav gor pa dol takole. Ves čas enkrat je višje gor, enkrat upade, peša, pa jo spet kakšni teologi, kakšne skupine jo spet dvignejo. In taka krivulja, kot jo ima teologija kot znanost, tako krivuljo ima tudi oznanjevanje, beseda v cerkvi. In je tudi beseda, moč besede, oznanjevalne besede, tako kot je teologija vse bolj pešala, je pešalo tudi oznanjevanje. Ni bilo več tisto, da ste močno pristno, kot smo ga začutili pri Bernardu. In pride do gibanja, zelo zanimivega gibanja, ki se imenuje devocio moderna. Sami se imenujejo, da so moderni, namreč neka nova oblika, neko novo gibanje, nova oblika pobožnosti. Začetek je v drugi polovici 14. stoletja na Nizozemskem, torej v tistem področju. Gerhard Grote je začetnik. On ustavi skupnost sestre skupnega življenja, tako se imenujejo. Potem kmalu se vzpostavijo tudi bratje skupnega življenja, ampak to niso redovniki. To so laiki, ki pa živijo skupaj v oboštvu in celibatu. Ukvarjajo se z ročnim delom, s tem se preživljajo. Zelo značilno je pa zanje, da prepisujejo Sveto pismo in dela cerkvenih očetov. In posebna značilnost tega gibanja je, da namesto pridig gojijo, imajo, prakticirajo pogovore z ljudmi. Pogovore, v katerih razlagajo Sveto pismo. In želijo biti prvenstveno z osebnim zgledom, zgled pač pravega krščanskega življenja. Eden najbolj značilnih predstavnikov je gotovo Tomaž Kempčan, mnogim znan po svojem delu Hoja za Kristusom. Značilnost tega gibanja, kristocentrična usmerjenost. Oni radi poudarjajo, Kristus jim je edini, Kristus, Bog in človek, jim je edini učitelj. Potem sistematičnost pri molitvi. Poudarjajo preprosto, praktično krščansko življenje. So proti globokim teološkim razglabljanjem, kot je bilo značilno za scholastično dobo, dobo Tomaža, Bonaventure, ampak predvsem praktično krščansko življenje. Torej, smo rekli, veliko prepisuje Sveto pismo. Dajte, torej ukvarjajo se s Svetim pismom, ga razlagajo. Ravno v tem času se vse vidneje pojavlja humanizem. Prav tudi geografsko gledano, prav na tem področju, kjer je nastalo tole gibanje, devocio moderna, od tam izhaja tudi eden najbolj znanih humanistov, Erasem Rotterdamski. Vrhunski učenjak, se ukvarja s Svetim pismom, takrat prevajajo Sveto pismo, tu nastajajo prvi prevodi v domače jezike, študirajo Sveto pismo, razglabljajo o njem. In če bi čisto kratko rekli, primerjavo med gibanjem devocio moderna, pa med temi humanisti. Humanisti jemljajo, ali pa humanistom je Sveto pismo predvsem študijska knjiga, to jo študirajo. Devocio moderna jo pa jemlje kot vodilo za življenje. Kristus jim je vodnik, Kristus jim je učitelj. In to gibanje je bilo prav skozi takle način izredno odmevno, praktično po mnogih deželah Evrope. Njihova živa beseda, njihova čisto neposredna beseda,
čisto nekaj druge kot recimo Bernard, ko smo rekli, da bil pridigar, ki je kot tak slovel po številnih deželah Evrope svojo pridigo. Tu pa ni pridiga, ampak pogovori. Preprosto se ti ljudje pogovarjajo z ljudmi. To so pravzaprav ti prvi znani, res organizirani, tudi lahko rečemo, biblični krožki, kot jih danes tudi poznamo, ki kot se pravi niso neka nova iznajdba našega časa, ampak jih pozna že 14. 15. stoletje. Čisto kratko bi se ustavil pri Primožu Trubarju. Glejte, tu imam faksimilno izdajo prve slovenske knjige, to je Katekizem. In čisto kratko spregovorim o Trubarju. Iz njegovih besed, kot jih preberemo v njegovih spisih, predvsem v njegovih predgovorih, raznim njegovim spisom, izhaja, da mu je bil prvi namen in smoter njegovega življenja oznanjati, kot je on tolikokrat poudaril, pravo staro krščansko vero, seveda v smislu luteranizma. Vse drugo, vključno slovensko knjigo, ki je začetnik, so bila le sredstva njegovi osrednji dejavnosti oznanjevanju prave stare krščanske vere. On sam je pridigar, odmeven pridigar, bodi si skozi neposredno besedo ali pa skozi pisano besedo. Pomislimo v tistih okoliščinah, v katerih je on deloval, je objavil celo 26, pomislimo, 26 različnih knjig. Bodi si, da so njegova izvirna dela, bodi si, da so prevodi ali priredbe kakšnih drugih, ampak toliko, da jih objavi. Neverjetno delaven človek, neverjetno zagnan in človek, ki se je še kako zavedal, kakšno moč ima beseda, bodi si živa beseda v živo ali pa pisana beseda. Ti knjigo je tiskal zato, da bi ljudje skozi tiskano besedo, da bi spoznavali krščansko vero. Glejte, z enega njegovega predgovora naj preberem par njegovih besed, seveda v sodobnem slovenskem jeziku. Bog ve, da sem že v tistem času, ko sem bil še pri vas, pridigal v slovenskem jeziku iz latinskih in nemških knjig. Često vzdihnil k Bogu, naj se zaradi posvečenja svojega imena ozre tudi na naše ubogo, preprosto, dobrosrčno slovensko ljudstvo. Naj mu prizanese ter ga obdari z veliko milostjo in darom, da bi se tudi njegov jezik pisal in bral, kakor jeziki drugih ljudstev, ter da bi se svetopismo in druge dobre krščanske knjige prevedle in natisnile v slovenskem in hrvaškem jeziku. In v svoji demokratičnosti se je odločil za preprost in domač jezik in slog. Tu je pa njegova beseda. In umine smo letimo našemu obračanju, prevajanju, ali tolmačenju lepih, gladkih, visokih, kunštnih, novih ali neznanih besed iskali, temveč teh manjske, kranjske, preproste besede, katere vsak dobri, preprosti Slovenec lahko more zastopiti. Pri prevodu sem se potrudil glede besed in sloga, da bi ga utegnil z lahkoto razumeti vsak Slovenec, bodi si Kranjevec, Spodnještajec, Korošec, Kraševec, Istran, Dolenjec. Trubar. Veliko delo opravil s tem. Velik človek kot oznanjevalec in spoštovanja vreden, da je
besedo tako močno upošteval, da ji dal tako težo, bodi si neposredno, ne, skozi osebno pridigo, ali pa potem, kot rečeno, skozi tiskano knjigo. Kratko bi se ustavil še pri eni redovni skupnosti na Slovenskem, namreč pri kapucinih, ki so leta 1606 prišli v Ljubljano na povabilo škofa Hrena in se seveda takoj začeli ukvarjati tudi s pridiganjem, tudi tukaj namreč, ker so ravno zaradi pridiganja bili povabljeni. Takrat je na višku pravzaprav katoliška prenova, vzporedno seveda s protireformacijo, s tem, da je izvajalec protireformacije je deželni knez. To se mi zdi vedno znova potrebno poudariti, ker protireformacijo naši zgodovinarji, jih je včasih kar pod narekovaj postavim, pripisujejo našim škofom predvsem. Ne. Nosilec protireformacije je deželni knez, v tem primeru graški deželni knez Ferdinand. Škofje so bili seveda poklicani tudi v to dejavnost, to je jasno, ampak oni se predvsem prizadevajo za katoliško prenovo in Hren med drugim pokliče v Ljubljano najprej jezuite, potem pa kapucine. Glejte, kaj pravijo kapucinske konstitucije glede oznanjevanja. Oznanjevanje Božje besede po zgledu Kristusa, učitelja življenja, je najbolj vzvišena, najbolj koristna in najbolj božanska služba v cerkvi. Od nje je največ odvisno odrešenje sveta. In poudarijo, naj si nihče ne ozira na svet, ne človeške modrosti, ampak izključno na Božjo besedo, povzeto v Svetem pismu. Pišejo, da bi se pridigarje še globlje in nepozabno vtisnilo v srce, česa naj se držijo, da bi mogli oznanjati Kristusa križanega, govoriti o Božjem kraljestvu, ter tako ljudem posedovati odrešenje. Ponovno opozarjamo, jih rotimo in obvezujemo, da za svoje pridige uporabljajo Sveto pismo, predvsem Novo zavezo, še posebej evangelij, da bi tako bili res evangeljski pridigarji, po katerih bi tudi ljudje in narodi postajali evangeljski. Takrat se res prav preko teh pridigarjev začenja uveljavljati pojem evangeljska pridiga. Zakaj? Namreč treba je reči kakšno besedo o razmerah pred njihovim prihodom, se pravi o razmerah, ki jih je tudi Trubar doživljal in krepko kritiziral. Namreč pridiganje je takrat bilo, če pogledamo slovensko 15., tudi še 16. stoletje, jaz bi rekel, nekam zašlo. Navadno so bile pridige dolge, razvlečene, tudi 2 ure so trajale. In predvsem so bile polne, če bi čisto kratko rekli, danes bi mi kratko rekli, filozofiranja, nakladanja, razkazovanja svoje modrosti. Pridiga razkazuje, je pameten, moder. Ampak sebe razkazuje. Ne oznanja pa Kristusa križanega, kot je Pavel tako močno poudarjal, da prihaja oznanjati ne kunštne besede, kot je tako povzel tudi Trubar, ampak prihaja oznanjati Kristusa križanega. Torej, evangeljska pridiga. In še pravijo, k oznanjevanju golega in ponižnega Kristusa na križu nikako ne spadajo visoko zveneče in izumetničene besede, ampak preprosta, jasna, skromna, iskrena, pa zato nič manj božanska govorica. Pridigarji najemajo za zgled apostola Pavla, izbrano posodo, ki ni izhajal med ljudi, prihajajo ljudmi z višenostjo človeške zgovornosti, ampak je oznanjal z močjo Svetega Duha. In če mi vzamemo v roke nekatere pridige, ki so ohranjene iz tistega časa, recimo v Škofjeloškem
Kapucinskemu stanu v arhivu, jih je kar nekaj, potem v Celju tudi, recimo, če prisluhnemo patru Ferdinandu, on je bil Ljubljančan, je pa deloval v Škofji Loki prav v tistih letih, ko je bil prvič izveden škofjeloški pasijon, 1713. Najprej pridiga, no potem pa pasijon v obliki procesije, kot ga poznate, nekateri ste videli ta škofjeloški pasijon. Pridiga, ampak tako gnjevita, veste. In pridigar, ko pridiga potem o Kristusu križanem, ljudi pripravlja na pasijonsko procesijo, da bodo res, bi rekel, z dušo lahko spremljali pasijonsko procesijo, jih pripravlja in ob besedi, ob nekem trenutku vzame križ v roke, tisti, ki je na prižnici, ga takole gor vzdigne, poglejte križ, poglejte Kristusa na križu, poglejte njegove rane. To so bile ognjevite pridige in ljudje so poslušali. Zanimivo, kakšne pripombe da k temu Valvazor, naš zgodovinar v svoji sloviti Slavi Vojvodine Kranjske. Spregovori nekajkrat o patru Marku iz Avijana, to je bil kapucinski pater, ki je pa deloval kot papeški diplomat. On je bil, bi rekel, stalna povezava med Rimom in pa Dunajem. Dunaj takrat oblegajo Turki. 1683. Vi veste, da jih potem sovjetski, poljski kralj jih premaga. Pater Marko pa večkrat na poti z Rima na Dunaj pa spet nazaj in se v Ljubljani ustavlja. In Valvazor piše, kako so ga peš, jasno, da so jih prehodil peš, ali pa da so ga peljali s kakšnim vozom, piše, da so ga, ki je prišel do Vrhnike, da so ga tam čakali s čolnom in so ga po Ljubljanci pripeljali v Ljubljano. Ljubljana nabasana ljudi, ki so slišali, je bilo napovedano, da pride, vse ulice nabasane in potem so ga sprejeli v Rotovžu, v mestni hiši, potem pa ulice vse tako nabasane, da so vojaki s ulicami morali takole delati gas, da je lahko on prišel iz mestne hiše v cerkev. Potem je pa pridigal in piše Valvazor, to, ki je bila nabasana stolnica, da so kar nekaj klopi polomili. Potem pa tu še vprašanje besede pa jezika. Tu se celo hočeš, nočeš vprašati, v kakšnem jeziku so pa ti pridigali, če je recimo Bernard pridigal po različnih deželah. Lorenc pridiga na Češkem. Marko iz Avijana pridiga v Ljubljani. Italijansko je pridigal, seveda. Ampak tako gnjevito Valvazor piše, da so ljudem tekle solze kesanja ob tej ognjeviti pridigi. Mi si tega pravzaprav ne znamo predstavljati. Pa še korak naprej stopimo časovno. Ko sem bil v Štepanji vasi, on si bolj znano to kot Štepansko naselje, ampak mi še vedno rečemo Štepanja vas, tam sem bil kaplan in sem med drugim imel tudi verouk v Bizoviku, podružnica, in sem šolarje 7. pa 8. razreda enkrat prosil, naj napišejo svoje mnenje o naših pridigah. To je bilo leta 1974. Tole preberem, kaj so po točkah, kaj so oni napisali. Poudarjali naj bi bolj stvari, ki so v evangeliju, ne pa stvari, ki z njimi sploh nimajo zveze. Evangeljska pridiga. V pridigi naj bi bila bolj poudarjena glavna misel beril in evangelija. Včasih ljudje ne razumejo popolnoma evangelija in so veseli, če v pridigi duhovnik to razloži. To je napisal tako, kot so oni napisali. Jaz sem dobesedno to prepisal.
Glede pridig mislim, da bi morale trajati največ 15 minut in bi morali biti dobro pripravljene. Rad bi slišal več primerov iz takratnega življenja in današnjega, ker se mi zdi brez primerov pridiga zelo enolična. Pridige so včasih zelo malo predolge, še posebej pozimi, ko je mraz. Vsekakor se mi zdi, da nekateri po danes snovi pri pridigah ne podajo enakomerno, ene stvari preveč poudarjajo. Sama pridiga naj ne bo referat, predavanje, naj bo razgibana, da se jih bo čim več vanjo lahko poglobilo. Če je pridiga predolga, ni tako dobro intenzivno pripravljena, zanimiva, se ljudje naveličajo poslušati. S tem nastaja nezadovoljstvo in ko pride pater spet drugič, vsi že naprej vedo in ga označijo za dolgočasnega pridigarja. Zdi se mi, da brez pripravljene pridige sploh ni maše. Pridiga mora biti taka, da je vsem ljudem zanimiva. Nič ni vredna pridiga, ki jo duhovnik sproti sestavlja. Nekateri duhovniki so površni in opažam, da nekateri govorijo stavke, ki jim pravkar pridejo na Mislim, da bi morala pridiga biti kratka in jedrnata. Tako šolarji 7. po 8. razreda. Samo pri eni stvari bi se rad še čisto kratko ustavil, ki pa vam je pravzaprav zelo dobro znana, ampak vseeno bi opozoril, pa mogoče potem kakšna beseda o tem z vaše strani. Verjetno, da se vsi dobro spomnite pridig ljubljanskega nadškofa Rodeta na Veliki Šmaren na Brezjah. To so bile nazadnje so postale režije kar slovite in novinarji so radi hodili na Brezje zato, da bi, kot včasih Sveto pismo piše o farizejih, ko so poslušali Jezusa, da bi ga ujeli v besedi, tako so tudi novinarji prihajali na Brezje, da bi Rodeta ujeli v besedi. In vemo, da je Rodeo marsičem pridigal. Predvsem, vidite, po eni strani oznanjevalec Božje besede, obenem se pa istočasno kar redno se je loteval aktualnih zadev, aktualnih vprašanj, kot recimo Krizostom v začetku 5. stoletja. Zdaj se je večkrat razgovoril recimo o stanju v šolstvu. Kakšno mesto ima cerkev v slovenski družbi? O vzgoji mladih, o problemu nizke natalitete. Mimogrede, zdajle nisem prebral podatek, da je lani bilo najmanj rojstev na Slovenskem od začetka dokumentiranja teh podatkov. No in še drugih stvari se je loteval, takih aktualnih. Vi veste, da so ga novinarji so radi prihajali, da ga slišijo in so se potem radi razpisali tudi potem. Je pa zanimivo, da je bil pravzaprav kar nenehno predmet kritiziranja, ob vsem tem pa posebej zanimivo, da vsebine teh njegovih besed, recimo o šolstvu, o vzgoji in tako naprej, o nataliteti, vsebine, nihče ni mogel kritizirati. Nikoli ni bilo rečeno, to pa ne drži, kar je rade povedal. Ampak, kaj imamo za govoriti? Kaj so tiho tole? Ne, pusti primer. Tako, jaz bi s tem zaključil, da bi pa res, kot sem na začetku že predlagal in prosil, dajte vi povedati kakšna svoja mnenja.